Pozdravljeni. Na Ptuju je danes potekala priprava na kongres stranke Desus. Govorili so o delu stranke in njihovih stališčih glede reforme pokojninskega sistema. Da se s pokojninami prenaša nadproporcionalno veliko breme reševanja krize na upokojence, ni dopustno, meni Tirk. Zato je treba najti način, kako bi se pokojnine usklajevale naprej in tudi kako bi se KAD ohranil v svoji funkciji trajnega zagotavljanja pokojninske stabilnosti. Tu še vse rešitve niso dogovorjene. Sicer zagovarja medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost, ki morata biti temelj naše socialne države in razvoja le-te. Starejša generacija je zaslužna za to, da imamo danes bogastvo, ki ga imamo. Mladi generacije je treba odpirati poti in seveda dovolj zgodno prevzemanje novih odgovornosti. Vprašati se moramo, dodaja, kako bomo iz krize v gospodarstvu išli. Z nadaljnjimi posegi, z nadaljnjimi rezi v socialne pravice, z nadaljnjimi rezi v izobraževalni sistem prav gotovo ne. To bo samo dodatno oslabilo povpraševanje, ki je sicer problem v tej državi, šibko notranje povpraševanje. Dodal je še, da je v politiki treba iskati predvsem alternative, tudi na vladni ravni je možnosti le-teh več, denimo v opoziciji ali sestavi tehnične vlade. Da bi promovirali zdravo, doma pridelano hrano, so v minulih dneh otrokom v slovenskih šolah in vrtcih postregli tradicionalen slovenski zajtrk, a ne povsod. Ponekod so otroci dobili le brošure, kar je učiteljico iz Šentjurja tako presenetilo, da je v javnost poslala ogorčeno pismo. Namesto zajtrka je Bojana Potočnik v petek učencem delila brošure in predavala o zdravi hrani. Prvo vprašanje otrok je pa bilo, kje pa je zajtrk, lansko leto smo tudi jedli. Ja, lani so imeli zajtrk, ker so živila prispevali donatorji. Letos bi bil zajtrk kot dodatni obrok, strošek šole ali staršev, zato so se mu na šoli Franja Malgaja odpovedali. Učiteljici Bojani pa ni dalo miru, zato je napisala pismo. Zbodlo me je to, da v razredu in na šoli opažam vse več otrok, ki so lačni. Pomislila je, da bi bil denar za tiskovine in oglase bolje porabljen, če bi z njim kupili zdrava živila za zajtrk. Za brošure, plakate, magnetke je bilo porabljenih okoli 15 000 evrov, za druge aktivnosti pa tudi približno 15 000. Po podatkih direktorata so v lanski akciji razdelili za 100 tisočakov živil. Podatka, koliko vrtcev in šol je tudi letos postreglo slovenskim zajtrkom, pa še nimajo. Kakorkoli, zamisel o zdravi, lokalno pridelani hrani seveda podpirajo tudi v šentjurski šoli. A kaj, ko se v praksi izkaže? Lokalni ponudniki, ki so seveda manjše narave, ne pridejo do razpisa zaradi tega, ker pač težko konkurirajo grosistom. Ampak to je že nova zgodba. Univerzitetna knjižnica Maribor ima trenutno približno 15 500 uporabnikov, od tega je 65% študentov. Njihovo število si bodo prizadevali povečati vsaj za 15%. Radi bi namreč, da uporabniki ne bi prihajali v knjižnico samo zaradi izposoje knjig, ampak tudi prijetnega druženja in izmenjave mnenj. Čeprav je bila Univerzitetna knjižnica Maribor delno obnovljena že v letu 2008, še vedno ne zadovoljuje vseh potreb obiskovalcev in zaposlenih. Knjižnica bo naslednje leto praznovala 110. obletnico obstoja in 25. obletnico, odkar smo preseljeni v to stavbo. Ta stavba je bila načrtovana za takratno knjižno produkcijo za obdobje 20 let. Zdaj so naša skladišča, govorimo, da se približujemo milijonti enoti knjižničnega gradiva, popolnoma napolnjena, tako da žal imamo knjige že po tleh. Stavba, v kateri se knjižnica nahaja, je za njihovo arhivsko funkcijo predraga, kar pomeni, da morajo v čim krajšem času poiskati nadomestno lokacijo. Druga težava pa je v prenovi, ki se je v letu 2008 zaustavila. 2008. smo samo delno prenovili bioklimatske pogoje, tako da so pogoji v 3. nadstropju v veliki čitalnici za študij poleti zelo neprimerni, zelo je vroče in to si želimo, da bi to prenovo zaključili, tudi zato, da bi racionalizirali energetske stroške in te stvari. Srečujejo pa se tudi z velikim pomanjkanjem denarja. Za primerjavo, lani so lahko kupili 5000 enot gradiva, letos le še 500. Težavo tako poskušajo premostiti z nakupom elektronskih virov in z zbirko elektronskih knjig eBrary, ki vsebuje 77 000 elektronskih knjig z vseh področji, ki jih Mariborska univerza študijsko in raziskovalno pokriva.
Maribor kot letošnja Evropska prestolnica kulture je sinoči v goste povabil še zadnjega gosta projekta 12. Tokrat je to bil Jacques Lang, nekdanji minister za kulturo v času 2 7-letnih mandatov 21. francoskega predsednika Françoisa Mitterranda. Od leta 1981, ko je Lang dobil to funkcijo, je podvojil proračun in reformiral takratno kulturo. Tout faire pour servir la beauté sous toutes ses formes et au bénéfice de tous les citoyens. Domet kulturnega ministrstva se je v tem času razširil na najrazličnejša polja umetnosti, tudi na ulično umetnost, modo, oblikovanje in podobno. Hkrati pa je Lang velik poudarek dajal tudi modernizaciji umetniškega izobraževanja. Que les enfants et les jeunes aient droit à une alphabétisation artistique comme ils ont droit à une alphabétisation linguistique. D'abord pour élever leur connaissance et leur sensibilité, mais aussi pour faciliter l'apprentissage des autres matières. Ob svojem političnem udejstvovanju je bil leta 1985 skupaj z grško igralko in kulturno ministrico Melino Mercouri pobudnik ideje, da bi vsako leto eno evropsko mesto postalo prestolnica kulture. Mais nous ne pensions pas que cette idée aurait un tel succès. Et quand on voit ce qui se passe à Maribor, on est émerveillé. Cette petite idée que nous avons lancée il y a 25 ans a fleuri maintenant à travers toute l'Europe. Jacques Lang, ki se je včeraj pomudil tudi med študenti fakultete FERI, je avtor več knjig. V slovenskem prevodu k nam prihaja njegov Lorenzo Veličastni. Najboljša slovenska ženska odbojkarska kluba sta odigrala prvo medsebojno tekmo v tej sezoni. Z večjimi težavami, kot bi glede na sestavo ekip pričakovali, so odbojkarice Kamniškega Kalcita prišle v slovenski tekmi Srednje Evropske odbojkarske lige do zmage s 3-2. Potem, ko so v minuli sezoni igralke v temnih dresih z Mariborčankami izgubile vse pomembne tekme, so ekipo temu primerno okrepili. Na drugi strani so pri Novi KBM Braniku znižali klubski proračun in so bili zato primorani močno pomladiti ekipo. To je bilo na tekmi še kako vidno. Psihično je verjetno boljše, zato ker zdaj verjamemo, da jih lahko premagamo, ampak to še v bistvu nič ne pove. Mislim, da bo vsaka tekma kvalitetna in pa za obe ekipi velik izziv. Mi smo dejansko zelo zadovoljne, ker smo pač zelo mladi smo in mislim, da imamo zelo velik potencial, tudi se zelo borimo v igri in vse, tudi one se seveda, one so mogoče nekoliko bolj izkušene, ampak mislim, da se lahko z njimi čisto primerjamo tako po igri in po vsem. Zagotovo bodo v obeh klubih analizirali tekmo, v kateri so Mariborčanke povedle z 2-0, nato pa izgubile naslednje 3 nize. Eden razlogov je manjše število odbojkaric, ki so sposobne učinkovito zaključevati podaje. Ne morem biti najbolj zadovoljna s svojo igro, če pač izgubimo, ko vodimo 2-0, ampak pač sem vesela, da sem lahko dala pač nekaj točk za svojo ekipo. Glede na to, da v pomembnih tekmah vedno pol meji izostanemo, se je že nekako tak kompleks ustvaril in je zdaj eden od teh, da smo šli preko tega, da vidimo, da zmoremo in ja, da bo to potem upam, da lažje za nadaljne tekmovanje. Če se je v prvem nizu tekme, ki pravzaprav ni odločala o ničemer, na obeh straneh poznalo preveliko spoštovanje nasprotnic, kaj bo šele čez dober mesec, ko lahko na finalnem turnirju pokalnega tekmovanja pride do naslednje tekme med Kalcitom in Novo KBM Branikom. Takrat pa bo šlo za tekmo, ki se je enostavno ne sme izgubiti. Nasilje se že drugi dan nadaljuje tudi na kairskem trgu Tahrir. Egiptovska policija je solzivcem poskušala razgnati opozicijske privržence, ki protestirajo proti egiptovskemu predsedniku Mohamedu Mursiju. Ta je v četrtek razglasil spremembe ustave, s katerim je razširil svoja pooblastila. Tako bodo med drugim poslej odločitve predsednika in zakoni, ki jih izda končni, pritožba nanje pa ne bo mogoča. Opozicija Mursiju očita, da si prisvaja vse veje oblasti. Na severozahodu Pakistana je med shodom o praznovanju šiitskega praznika Ašure eksplodirala ob cesti potaknjena bomba. Po zdajšnjih podatkih je umrlo 7 ljudi, več kot 10 je ranjenih. Pakistanske oblasti domnevajo, da so napad pripravili sunitski skrajneži, ki so povezani z Al-Kaido. Tisoče Tajcev se je v Bangkoku zbralo na protivladnih demonstracijah. Nezadovoljni so z delom lani izvoljene premijejke Yingluck Shinawatra. Protesti naj bi trajali ves konec tedna. Protestnike izjutraj so solzivcem poskušala razgnati policija. Sicer pa so v državi razglašene izredne razmere, ki so premijejki omogočile mobilizacijo tisoče policistov in vojske.
V neki restavraciji na severu Kitajske je odjeknila močna eksplozija. Po zdajšnjih podatkih je umrlo 14 ljudi, več kot 40 je ranjenih. Po prvih ugotovitvah je nesrečo povzročilo uhajanje plina. Eksplozija je bila tako silovita, da je popolnoma uničila restauracijo in poškodovala več okoliških stavb. V starosti 81 let je v petek umrl ameriški igralec Larry Hagman, ki je v legendarni televizijski nanizanki Dallas več kot desetletje igral spletkarskega naftnega bogataša J.R. Irvinga. Kot poročajo ameriški mediji, se je Hagman boril z rakom in cirozo jeter. Umrl je v bolnišnici v Dallasu. Vojaki, znani kot papeški stražarji v Vatikanu, so izdali glasbeni album z naslovom Božič s švicarsko gardo. Ideja za glasbeni album se je porodila že minulo leto. Na albumu, pri snemanju katerega so pomagali tehniki Radia Vatikan, so najbolj znane božične pesmi od Svete noči pa do skladbe The Little Drummer Boy. Majhna francoska vasica Bigaraš v Pirenejih na jugozahodu države se pripravlja na konec sveta. Vas z okoli 2000 prebivalci bo namreč 21. decembra letos preplavilo tisoče ljudi, ki verjamejo, da ima gora nad vasico čudežno moč in bo vasico rešila pred koncem sveta, ki ga po njihovem napoveduje majevski koledar. Verjamejo še, da bodo ob gori pristala plovila nezemljanov, ki bodo ljudi odpeljala na varno. V nedeljo bo na vzhodu deloma sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno, ponekod bo zapihal jugozahodni veter.